Beletrina v živo. Spoštovane, spoštovani, naj se zgodi pogovor z novinarko, publicistko in pisateljico Vesno Milek o prvem delu knjige Kleopatra Naj se zgodi. Vesna, tvoje zapise spremljam tam nekje od konca prejšnjega tisočletja. Sočutje in sožalje, ne rečemo, ali kako ne. Bili so v redu, bili so čudoviti. V redu pa tudi ni dovolj, ne. In bral sem tvoj prvenec Kalipso, bral sem, kako si predstavila velikana slovenskega gledališča Borisa Cavazzo, se pogledal v ogledalo na naslovnici tvoje knjige Ogledala, vmes sva se večkrat srečala, se pogovarjala, ti si ponavadi spraševala mene, vrtala vame z vprašanji, tokrat jaz sprašujem tebe in do pred kratkim sem mislil, da me nič ne more več presenetiti, kar vem o tebi, no in potem mi pride v roke Kleopatra in ne samo, da sem presenečen, ampak sem iskreno navdušen. In zdaj to povem pa res iskreno, mislim, da si napisala eno najboljših knjig, kar je išla v slovenskem jeziku v zadnjih 10 letih. Če bi mi pa to povedal, pa ne bi prišla. No, ampak... Ne res, to pa ful sem ganjena, nehaj me tle spravljati, tako da smo v reality šovu, no, bom začela jokati. Ampak sem povedal po pravici, kar mislim. In to sem moral povedati. Zdaj pa resno, k vprašanjem. Nastajala je skoraj 20 leti, vmes si pisala predvsem o sedanjosti, mogoče malce v prihodnosti, zdaj pa si padla globoko v preteklost, v prvo stoletje pred našim štetjem. Zakaj Kleopatra? Moram imeti kratke stavke, ker zgodba, zakaj Kleopatra je zelo dolga, ampak po moje zato, ker pač sem enkrat kot punčka posegla po tisti knjigi Oskarja von Bernheimerja in to je bilo veliko prezgodaj, ker 6-letna deklica pač težko dojame, ne, eno tako resnejšo biografijo, sploh to pošastno dinastijo Ptolemajcev, ampak jaz sem se sprehajala po Kanopski cesti, tiste Aleksandrije, ki je bila takrat center sveta, videla sem rožnate flaminge, videla sem črno-bele ibise, videla sem morje, kako buta, videla sem bleščeče stavbe. Jaz sem mislila, da je pač ta Aleksandrija nekaj, kar si želim videti nekoč v življenju in potem sem na to seveda pozabila in me je čez mogoče, 2 desetletji, 3 me je začela spet vznemirjati. Prvi fant me je peljal v Egipt na potovanje po Nilu, neko romantično zgodbo sva tam začela in takrat se je vrnil ta Egipt z vso silo. Zakaj Kleopatra? Objektivno pa, zakaj ne Kleopatra, bi bilo vprašanje dan, ker kdo bi se lotil tako klišejske zgodbe, Asterix in Kleopatra, Shakespeare, Antonij in Kleopatra, po Elizabeth Taylor in Richardu Burtonu pač ne moreš več vstopati v to zgodbo, to je to, ikonično, dobro tudi pač, bom rekla, raziskano, megalomansko posneto in to je to, kar imamo mi povedati o tem epu, ne, bi rekla. Ampak kako vidiš Kleopatro, ker sicer njen značaj v knjigi zelo dobro predstaviš, njenega videza pa mogoče niti ne, ta ostaja tak, da si ga moramo sami predstavljati. Ker nekateri viri pravijo, da zaradi te, recimo, institucionalizirane incestuoznosti, torej porok med sorodniki, brati, sestrami, v dinastiji Ptolemajcev, da so imeli veliko genetskih motenj, imeli so bojda kljukaste nosove, izbuljene oči, otečene vratove, nekateri pravijo, bili so bojda debelušni. Kakšna je potem Kleopatra v tvojih očeh, ob vseh teh podatkih, ki so zdaj na voljo in seveda ob tej sliki, ki si jo tudi omenila, sliki Elizabeth Taylor iz filma iz leta 1963, ki nam je ostal kar globoko v spominu. Se veš, da so bile pred kratkim, ko se je spet na enem od teh televizij, ne vem, zdaj je bil Netflix ali HBO, pozabila sem, pojavila nova serija, dokumentarna serija, o kraljicah, teh, ki so pač premikale meje in tam je Kleopatra temnopolta in to je sprožilo kar precejšna zgražanja tudi med akademiki v Egiptu, ker Kleopatra, tudi po mojem skromnem mnenju, pa po vseh dostopnih podatkih, ki obstajajo, ki so sicer skromni, pač ni mogla biti sploh temnopolta. Prvič vemo, da je izhajala iz makedonske rodbine, drugič,
kot si že samo omenil, so se med sabo poročali po zgledu faraonov, to je bila v bistvu vse neka igra. Jaz mislim, da oni niso bili izrojeni zato, ker bi se med sabo poročali, ker to poročanje med sabo je bila v bistvu bolj slepilo za ljudstvo, da so bili podobni faraonom, ne, da so se razlikovali od ostale množice, te Ptolemajci. No, ampak na kipih in na kovancih so imeli recimo izbuljene oči, kar naj bi bilo posledica Bazedove bolezni recimo, oziroma mogoče kakih dednih bolezni. Pa ta Ptolemaj Soter prvi, ne, ki pač še ni bil, ki je bil začetnik te dinastije, je bil veljal kar za čednega moškega, ne, Aleksandrov prijatelj. To se da potem te podatke prikrojiti s časoma. Ja, ampak zanimivo, da te zanima samo ta vizualna podoba. Skratka, jaz hočem povedati, da mogoče Kleopatra ni imela niti možnosti, da bi bila temnopolta, mogoče je imela kapljo sirske krvi, če se je kam umešala kakšna sirska konkubina, drugače je bila pa to pač Ptolemajska dinastija. Njen oče so ga tudi, vedno so te označili za pankrta, takrat, kadar so te hoteli nasprotniki pač onesposobiti, ne, postaviti v neko slabo luč. Kakorkoli, mislim, da je bila lepa, kajti jaz sem bila zdaj v Aleksandriji, na najdišču Taposiris Magna, kjer je Kathleen Martinez, arheologinja, ki že 20 let išče pač grobnico Antonija in Kleopatre in tudi vzbuja v določenih intelektualnih ali pa akademskih krogih rahov posmeh pa dvignjeno obrv. In je zdaj prišla do zelo zanimivih odkritij, ni odkrila grobnice, ampak je pa odkrila že drugi kipec z Kleopatrino glavo in to ravno zdaj, ko smo bili mi tam in ravno takrat mi je ona sama rekla, boste videli, prihaja zelo posebno odkritje. Ne. To odkritje pri nas ne pomeni kaj veliko, ampak v svetu egiptologije, arheologije, ne, pa je to kar velika stvar. Kaj zdaj vemo, da Kleopatra, ta kipec spominja na nek kipec v Berlinu, malo večji kipec, ne, in zdaj približno vemo, da je najverjetneje imela res take poteze. Do zdaj vsi te kipi, 3-4 obstajajo, pač ja, vem, da moram nehati, pač jih ne moremo zagotovo pripisati njej. Samo to sem hotel vprašati, Kleopatra ali Kleopatra? A sem rekla dvakrat Kleopatra? Ja. Ja, ker to sem pač, dokler nisem spoznala akademikov iz filofaksa, ki so mi lepo razložili, med drugim dr. Janci Glenečki, Kleopatra. Jaz sem vedela, da je pravilno Kleopatra, ampak vedno sem govorila Kleopatra. A po kakem komadu, a se ni pojavila tudi v neki glasbi? Tebe v bistvu sploh ne zanima moje znanje, ki sem ga nabrala, da sem lahko napisala, ne, samo neki pop komadi, pa neki to. Lahko ti povem, šele prideva. Ne, ampak to me zanima, ne, veš, kaj bi pa še rad izpostavil, kaj me je v knjigi najbolj presenetilo. In dobro, ta zgodba o Kleopatri je seveda zanimiva, privlačna, spoznaš jo iz neke nove luči, ampak tista res presenečenja pa so, kot v Kinder jajčku recimo, pa so ta tvoja sporočila iz sedanjosti, ki jih puščaš v knjigi iz preteklosti. In tako se mi zdi, da si se v tej knjigi o Kleopatri tudi sebe precej razgalila, povedala, kaj si brala v otroštvu, vključno s kratkim svetim pismom, slikami, ki sem ga tudi sam bral, taka debela rdeča knjiga. Ja, s takim zlatim, no se vemo, kako se reče temu naslovnici. Ja. In nekatera ta sporočila so taka nežna iz otroštva, pri nekaterih me pa iskreno kar streslo. In eno tako bi rad izpostavil, bolj proti koncu knjige, takole piše. Ne vem, kako sem prišla do točke, kjer sem zdaj. Kazalo je bolje, kazalo je veliko bolje kot zdaj. Kazalo je, da bom umrla mlada. To sem si želela. Da se ne bi bilo treba ukvarjati s tem, čemur pravimo resnično življenje. Govorim z glasovi drugih, to je moj poklic. Tako sem si oblikovala življenje. Jaz, ko sem to prebral, Vesna, sem rekel, kaj naj te pokličem, se sem te potem takoj poklical, sem rekel, a si v redu, a je vse v redu? Zakaj si puščala taka sporočila v knjigi? Zato, ker sem jaz mislila res, da tega obdobja zadnjega ne bom preživela. Zaradi izgorelosti, zaradi situacije, vsak človek ima določeno obdobje. Jaz sem res preveč delala in preveč sem se razdajala v vseh smislih
In enostavno sem pozabila na konkretno življenje in nenadoma ne bom šla zdaj v detalje, ne bom šla v socialno noto, ampak ja, tako kot vsak človek sem tudi jaz imela krize in vmes, ko sem pisala, to so se mi urivali, sem si mislila, kaj pišem o tej kraljici, a si normalna, ravno kar, zdaj je samo vprašanje, a boš preživela ali ne. In potem sem to spustila noter in Urban Volk, urednik, je vztrajal, da so ta sporočila noter. Niso pa vsa tako osebno izpovedna, ampak vse to je literatura, to nisem jaz, to ni sporočilo za vse čase, to je bilo sporočilo tistega trenutka. Na meni je bilo to všeč, res mi je všeč, zato ker bereš neko zgodbo in kar naenkrat prileti en listek ven, na katerem piše nekaj nenavadnega o tebi, tako da zato pravim, da si po mojem povedala v Kleopatri več o sebi, kot o vseh prejšnjih knjigah mogoče o sebi. Mogoče res. In hkrati pa se mi zdi, da je ta knjiga tudi knjiga o času, o neskončnosti časa, ki se ponavlja, mogoče tako kot bi rekel Marx, da se ponavlja prvič kot tragedija, drugič kot farsa. In danes se mi zdi, da spet živimo tu, v tej knjigi, da živimo v času imperijev. Ja. Ker si velikaši našega časa zamišljajo, da so, podobno kot Julij Cezar, eden od likov, ki se pojavi v tej knjigi, vsemogočna bitja, potomci bogov. Ja. In vzornik Marka Zuckerberga, lastnika Facebooka, Instagrama in drugih svetov, v katerih živimo danes, je Guy Octavi, kasneje znan kot... Vzornik? Ja, vzornik, prav. Dobesedno vzornik. A si ti, a to si prebral? Ja, poglej si njegovo frizuro, recimo, on ga dobesedno a si vizualno prebral, da mu je všeč? Da mu je všeč in da ga namenoma oponaša z svojo pojavnostjo, svojimi dejanji. Ne. Torej prvi rimski cesar Avgust. In a veš, kdo je pa vzornik Ilona Muska? Pa ni Mark Antoni. Ne, Napoleon, ampak se to je Napoleon, nek se drug to je lik evidentno. In oba sta se ampak hotela podobna boriti. ideja, Ja. osvojiti svet, razširiti Ja. svoj Lebensraum. Zdaj me zanima, ker živimo v času sprememb, v času novih imperijev. Kaj pa misliš o Donaldu Trumpu? Po kom se on zgleduje, ko pogleduje proti Grenlandiji, ko pogleduje proti Kanadi, proti Mehiki, proti Panami, pa ruski imperator Putin? Mislim, da ga ne omenjam, poleg tega Trumpa. Ja, pa ga. Mislim, koga omenjaš? Putina? Ne, to je pač v tvoji domišljiji Aha, se okej. zgodilo. Ne, To namerno. so moje ne. domneve. Ja, Okej. ja, zato ker o Trumpu boš pač ti veliko več in bolj zanimivo elaboriral, da se tako izrazim, kot jaz, ker se mi zdi že dolgočasno govoriti o Trumpu in kritizirati Trumpa. S temi teorijami utrjujemo prepričanje, da lahko en človek vodi ne le zapleteno vojaško intervencijo, ampak celo državo. Je to mogoče? Strokovnjaki opozarjajo, da je patologiziranje političnih dejanj kot simptom duševne motnje le različica psevdopsihiatričnega etiketiranja, ki ponižuje tiste z resničnimi težavami v duševnem zdravju in hkrati zatira javno razpravo o resnih zadevah. Ja, in kje je tle ime? Ga ni, no. No, ne me, mislim, to knjigo sem kar velikokrat prebrala. Neki ti je izpadli iz žepa. Ja, to bodo vse uredili. Skratka, lahko prosim dokončam, ali se moram počutiti tako kot pri recimo Marcelu Štefančiču. A na zaslišanju. Ja. Hotela sem reči, da je najlažje zdaj kritizirati, ali pa po čem se Trump zgleduje, me trenutno niti ne zanima, pa bi me moralo... A je Melania Kleopatra mogoče? Fino bi bilo, ne? Pa bi bila vse ena povezava Slovenije in pač, Mi smo pa Egipt. ikone, ne? Ne, lej, sem že tudi to razmišljala, kdo bi bila Kleopatra danes. Pač nekdo, ki se je rodil in ki je imel na voljo že pri 4, 3, 5 letih Aleksandrijsko knjižnico, ki je ne vem pri katerih letih govoril 9 jezikov, obvladal politiko, ekonomijo, veš, starodavne spise, znanje starega Egipta plus znanje celotne pač grške, ne, filozofije, aritmetike, medicine. Mislim, ta ženska je imela oba pola možganov zelo močno razvita in ženska je bila po moje genialna, ne.
kakšne so pa njene patologije bile, ne? Pa danes, če bi danes pripisali narcisistično motnjo, kar verjetno bi se vsi, ki so tako visoko jo imajo, zato je ta vstavek, to je vstavek, ki ga jaz nisem napisala, ta, ki si ga ravno kar prebral, ampak sem ga od nekje povzela, se tudi citiram, ker se mi je zdelo tako simptomatično, da vedno mi hočemo pač nalepiti na določene ljudi neko motnjo, a v resnici s tem pa samo dvignemo roke, ta ima motnjo, ta je narcis, ta je psihopat, ta je to, ampak stvari se pa ne rešujejo na pravi način, ampak s tem zabrišemo tiste ključne stvari. Mogoče se pa res dogaja to, da živimo tudi v času teh sprememb, da se stare vrednote razsuvajo, živimo v času trajne krize, podobne krize, kot se je dogajala takrat v času Egipta, ki ga opisuješ, v času, ko se zdi mogoče, da staro umira, novo pa se še ne zmore roditi, kot je rekel Gramsci, in nadaljeval, da je to v bistvu čas pošasti. In mogoče je to čas, ko prihajajo v ospredje te vrednote, ki si jih omenila, torej ta temna triada, narcisizem, psihopatija, makiavelizem, tega je precej v tvoji knjigi. In živimo v tem čudnem nekem času drugačnih vrednot. V tej knjigi je med drugim tudi to, kar me je spreletelo, ko sem brala, kako je ta Oskar von Wertheimer, judovski avtor, ki je napisal kar nekaj knjig, mogoče je ta Kleopatra, biografija, biografska knjiga, njegov najbolj znan roman, ker smo ga imeli tudi pri nas prevedenega enkrat v 60-ih, in on je pisal o tej dinastiji Ptolemajcev kot o pošastih, ki so, en Ptolemajec je bil bolj strašen od drugega, kri, klanje, žeja po oblasti. Bili so v neki točki še hujši, kot so bili tisti najbolj izrojeni rimski cesarji od Nerona, pa Caligule in tako naprej. Ampak hkrati je to pisal v času, ko je samo še nekaj let, je moral miniti in je Evropa rodila še strašnejšo pošast. In ta ubogi pisatelj je kot Jud v bistvu bil na enem od vagonov, ki so ga peljali v koncentracijsko taborišče in je že prej umrl. Ampak kaj je on kot Jud razmišljal v tistem trenutku in kaj je pomislil, ko je recimo pisal o Kleopatri pred nekaj leti, takrat in si mislil, pisal sem o pošastih, zdaj smo pa sredi najhujše. Jaz sem to si to nekje pisala, je to v tej knjigi? Je. Zato, ker si že vse pomešal, kaj sem bral o tebi. Jaz sem pa vse pomešala, kaj si me ti vprašal, ker si me vprašal ful nekih zanimivih stvari, potem pa na nje tudi sam odgovoril, tako da bi se vrnila k temu času, ki si ga omenil. Tako prepletava misli. Ja, prepletava misli, ker ta osmica pač vseeno ni naključno, ker pač naj bi bil nek simbol za večnost med drugim, ali pa neskončnost. Ja, za neskončnost. Za neskončno, nenehno spremembo, recimo v Crowleyjevem tarotu je kača, ki grize svoj rep, ves čas se dogaja neka sprememba. In hkrati tudi to, kar praviš, v vsakem trenutku, vse veš, da mene je vedno vznemiril koncept časa. To, ko je John Wheeler rekel, da je čas nekaj, kar smo si zamislili, da bi preprečili to, da se stvari dogajajo hkratno, vsi časi hkrati. Da je Einstein vedel, da pač sedanjost, preteklost in prihodnost sta zdaj. In jaz to ne morem s svojimi možgani doumeti, sem pa skozi pisanje te knjige in raziskovanje to začela pač čutiti nekako. Ne znam razložiti, ampak v tem trenutku zdaj se dogaja, Marija Antonieta polaga svojo glavo na giljotino. V tem trenutku zdaj, Kolumb pluje po reki Guadalquivir in gre preko oceana in se bo zasužnila celotna Latinska Amerika in se bo staroselstvo uničilo. In bo majevska kultura padla, azteška padla in tako naprej. V tem trenutku zdaj, skozi se isti scenarij dogajajo, to hočem, v tem trenutku zdaj stopa na obraz Führer, v tem trenutku zdaj, ta Oktavi, ki je bil od nekdaj mi zelo nesimpatičen, čeprav ga je zgodovina okovala ga je zgodovina imenovala za najbolj veličastnega vladarja novega rimskega vladarja, pod katerim je bil Rim v miru in blagostanju. In ki je zgled Marku Zuckerbergu. In to je tip v bistvu,
ki ni imel prvič nobene možnosti, da bi postal vladar, drugič bil je plebejec, tretjič ne vemo, zakaj ga je Cezar sploh pač posinovil, ker bi v bistvu imel Cezar pravega naslednika. Kaj pa, če ga dejansko ni, da je šlo za kako zaroto? Možno je, ker ta tip je bil tako premočrtan, tako, že kot mladenič se je ves čas udinjal Cezarju, nekako zelo je igral manipulativne igre že kot deček, ta Gaj Oktavij, kasnejši Avgust. Tako nenavaden lik in zgodovina ga postavi kot enega velikega vladarja, hkrati pa to človek, ki je v bistvu uničil republiko. Ni uničil Cezar, Cezarja so ubili, pa Cezarja niti ne bi uničil. Republika bi obstajala samo tako pač. V bistvu ni verjel v demokracijo Cezar več, se je tudi videl, kako so skorumpirani vsi senatorji. Ne, Cezarja so ubili tisti, ki jim je podelil največ privilegijev, ki jih je pomilostil, tisti so ga ubili. A hkrati pa ta Oktavij v bistvu do konca uničil republiko. In takrat se je začel imperij. In ta Zuckerberg, ne vem, kakšen imperij gradi, oba sta bila pravzaprav, če so podobnosti, to frizuro, to nisem vedela, niti da ga on dejansko imitira. Zdaj mi je vse jasno. Pa poglej, njegovo podobo in jaz sem mislila, da je to v moji domišljiji. Jaz se vem, jaz sem mislila, da je to v moji domišljiji, ker sem videla Oktavija, sem videla Zuckerberga. Želi biti tak, ne? No, ampak to sem te hotel vprašati. Ampak veš, koliko je še podobnosti? Tudi ta neka zafrustriranost, ta neka socialna neveščina na prvo žogo, ta neka ne bom šla v detajle, da ne bo Zuckerberg jezen, ampak kaj pa ti misliš? Mene pa res zanima, kaj ti misliš o tem času. Kako je to možno, da se zdaj v tem trenutku te stvari dogajajo? V tem trenutku Napoleon, borec za republiko, egalite, fraternite, liberté, pardon, ni v istem vrstnem redu, meni se zdi, da nisem v istem vrstnem redu povedala. Ne veš, na koga sem se spomnil spotoma, ko si govorila včasih, še na Orwella, ki je rekel 1984, kdor obvladuje preteklost, obvladuje prihodnost in kdor obvladuje sedanjost, obvladuje preteklost. Jaz mislim, da govorimo ves čas v tej knjigi in v današnjem času o možeh, dobesedno možeh, ne ženah, ki obvladujejo preteklost, sedanjost in prihodnost. Kako? Tako da obvladujejo podatke. Jaz mislim, da gre v obeh primerih v 1. stoletju pred našim štetjem in v današnjem času za obvladovanje podatkov. Ker zgodba, ki jo razkriješ, ni samo vojna mož na moža, temveč tudi informacijska vojna. Tudi Kleopatra, seveda. Propagandna vojna tako, je. Ja. In gre ne samo za krizo imperija, gre tudi za informacijsko krizo. Sam, kaj si to omenil, ta ženska, si predstavljaš, kako je velik Egipt, orjaški Egipt, ona je vedela za vsako oljko, to pa piše tudi Stacy Schiff, tisti biografiji, mislim, da je Pulitzerja za njo dobila, o Kleopatri, vsako oljko, vsako glavo živine je imela prešteto. Ona je imela tako močen birokratski sistem, ki so ga primerjali z nekdanjo Sovjetsko zvezo, se pravi, in vse je bilo direktno podrejeno njej. Veš, kako se temu danes reče? Mreža. Temu se reče mikromanagement, da je obvladala vse do podrobnosti, vse detajle neke institucije. Ja, mogoče je dobra primerjava Sovjetska zveza pravzaprav s tem centraliziranim managementom. Ampak Kleopatra... Hkrati pa mitologija obvladala je, kako iz sebe delati boginjo, ker samo tako je lahko, ni bilo pač družbenih medijev in je morala pač to ikonografijo zelo pametno uporabljati, da se je to širilo pač na cel Egipt, zgornji in spodnji Egipt, dol po Nilu, kjer naj bi živelo preprosto ljudstvo, ki ga je bilo treba pač začarati. No, ampak to je pa še eno vprašanje, ki je povezano z današnjim časom. Tudi ona je bila, ko se je predstavila kot potomka bogov ali pa pravzaprav boginja Izida, ki se je utelesila na zemlji. Kaj pa današnji velikaši se tudi oni spreminjajo v bogove? Mogoče je naslednja faza po tem tehnofeudalizmu to, da grejo enostavno v nebo. Saj to si ti tudi napisal v svoji knjigi, da s faličnimi raketami letijo v nebo, bogovi, nedotakljivi. Njihovo bo večno življenje na nekem drugem planetu, medtem ko se bomo mi zadušili zaradi sranja, ki so povzročili tudi oni. In oni grejo, mi pa ostajamo. No, ampak k Kleopatri, ta knjiga je špeh,
ki izide v 2 delih. Ja. Tole je prvi del knjige, Špeh, druga kako si pride. grdo rekel. Pa ne mislim špeh v tem slabšalnem smislu. Špeh, končno je nekdo napisal špeh, ki ga z užitkom beremo. Špeh na kruhu. In na koncu napišeš, da ne morem še zaključiti, pred mano je največja ljubezenska zgodba vseh časov, ki morda to ni. Ja. Antonij in Kleopatra. Vemo, kaj se bo zgodilo, Ja, a ne moremo nehati brati. A vemo, kaj se bo zgodilo? Ja, vemo, saj smo gledali film. No, kaj se bo zgodilo? Ja, ne bom zdaj razkril. Ti nam povej, kaj lahko razkriješ, kaj se bo zgodilo. Kaj lahko pričakujemo, kako se nadaljuje zgodba? Ta druga knjiga je pa res najprej zelo, mislim, da podrobno in z nekim literarnim zamahom opisan prizor srečanja Antonija in Kleopatre v Tarzu, tako kot ga je opisal Plutarh in po njemu se je napajal tudi Shakespeare in ostali, tudi hollywoodski scenaristi tistega omenjenega filma. Ko sta se res srečala 2 bogova. In to je bila ta ikonografija, o kateri si prej govoril, pač glas se je razširil, ljudstvo znanega sveta je vedelo, da prihaja boginja Izida, pa tudi Afrodita, to so imeli malo mešano po potrebi, ali pa Hator, boginja, skratka ljubezni v tem primeru, je prihajala k novemu Dionizu. In potem sta se ta 2 bogova. Ta ladja je bila najbolj razkošna ladja, ki jo si jo mogoče zamisliti, ker ni bilo te vrste tehnologije, ki jo danes poznamo. Je ta ladja imela pač take vonjave, da so se razširile, so se kilometre, prej so prišle vonjave in zvok in svetloba tisočerih svetilk, da so ljudje vedeli, prihaja boginja. Recimo, in to srečanje ima pa zelo močne posledice za svet, ki ga živimo danes, ker ona 2 sta oba zaljubljena v Aleksandra, tako kot je bil prej Cezar, in tako kot je tudi Zuckerberg, kot je bil Napoleon, kot je bil Hitler, kot so bili vsi veliki možje, ki z megalomanskim kompleksom so bili zaljubljeni v Aleksandra Velikega, preučili njegovo biografijo, ampak to nima veze. Ona 2 sta dejansko, jaz hočem verjeti, zato sem pač po moje tudi vztrajala tako dolgo v tem romanu, hočem verjeti, da sta vseeno imela eno lepo idejo združiti vzhod in zahod. In da sta po ideji Aleksandra že imela idejo, da bi pustila kulture, različne narode, da živijo po svojih običajih, da bi pustila neko avtonomnost, da bi naredila neko novo federacijo celotnega sveta. Zdaj vemo, da je to utopija, ampak nikoli ne bomo vedeli, kaj bi se zgodilo, ker je prišel Oktavij, Avgust, in tisti znameniti bitki pri Akciju, ko se je vzhod in celoten vzhod, govorimo o vseh kraljih in državnikah in kraljicah tistega časa, so se pridružile Kleopatri in Antoniju v bitki proti Minotavru, imperiju, rimskemu imperiju, ki je požiral vse pod sabo. In ko sta se zoperstavili te 2 sili, je kazalo, da bo vzhod zmagal. Potem pa tudi zato, ker je bila Kleopatra ženska, ker rimski generali niso mogli prenesti tega, da je Kleopatra ženska, so začeli prestopati na to stran in ta jih je začel tudi podkupovati. Gaj Oktavij, imel je tudi vrhunskega generala, Agripo, in tako se pač tehnica s podkupovanjem, z manipulacijami, zelo pač tako v vojni je vse dovoljeno, se je tehnica nagnila na stran zahoda, rimskega imperija, porazil je pač Egipt, Kleopatra in Antonija, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, ko je dobil Egipt, je dobil vse. Egipta, Rima ne bi bilo, niti rimskega imperija ne bi bilo, če ne bi pogoltnili Egipt in z njim vse znanje, bogatstvo, hrano, to je bila postojanka, da so lahko naprej prodirali, da je pač rimski imperij postal to, kar je. In tudi Rima, kakršnega mi danes poznamo, Koloseja še takrat ni bilo. Takrat, ko je bila v času Kleopatre, so imeli eno bogo gledališče, ki ga je zgradil Pompej in v katerem je bil potem pod Pompejevim kipom umorjen Cezar. Mislim, tako, hiše so bile iz napol blata. Rim je bil eno zakotno mesto, barbarsko mesto v resnici, v času, ko je bila Aleksandrija bleščeče mesto, čudes, z največjo knjižnico, v kateri je bilo shranjeno največje znanje tistega sveta, da ne govorimo o svetilniku, ki je pač eno od antičnih čudes sveta in tako naprej. Zdaj sem pa imela jaz končno monolog in se kar malo boljše počutim. Ampak zdaj moramo končati. Vse je za to. In čisto za konec, s Kleopatro te veže še nekaj?
Vsaj A meni res, se kaj zdi. pa? Ja. Nos, morda nos? No, ne morda, vem. ampak Dobro voha. gre za to, da je ona veljala za utelešenje Izide, Jaz pa veljam za boginje utenešenje plodnosti. device. Kaj, če si ti Vesna, slovanska boginja pomladi, Plodnosti. plodnosti in obilja? A si Bože. se identificirala z njo? Deloma, sploh pa veš zakaj, ker ne boš verjel, Kleopatro so po njeni smrti častili še 400 let, se pravi še v 4. stoletju našega štetja, ko je krščanstvo bilo že konkretno uradna religija, se je v velikem delu Egipta, pa ne samo Egipta, Bližnjega vzhoda, častilo Kleopatro kot boginjo. Ampak o tem zelo malo vemo. Tako da, pa da vidimo. Upam, torej, Vesna Milek, da se bo ta knjiga brala še čez 400 let. Hvala, da si razumel moj namig, nisem hotela biti tako profana. Ampak že zdaj pa ti želim, da ne bodo muze na tvoji strani, pa ne samo Clio, ampak tudi vse ostale, da bo nastala še kakšna taka veličastna, lepa, presunljiva knjiga. Hvala za pogovor in hvala vam. Hvala tebi, Dan. Beletrina v živo.